najbolj svobodna oseba je oseba, ki je v vsakem trenutku pozabila, kaj se je zgodilo trenutek pred tem. Zares je pomembno, da prepoznate, tako zelo dragocena je vaša energija, pa tako pogosto jo razpršujete. Pomisli, predstavljaj si, da imaš ti 3 medalje, bronasto, srebrno in zlato. 3 medalje imaš in te medalje so tvoje, to je tvoja energija. In kar ti storiš s temi medaljami je, srečaš prvo osebo, na primer na poti v službo srečaš nekoga, ki te na cesti pozdravi in mu ti daš prvo medaljo, mu daš bronasto medaljo, mu daš prvi kupček tvoje energije. Greš naprej, prideš v službo, srečaš šefa, mu daš srebrno medaljo, mu že daš večji kupček energije. In potem te pokliče stranka in govoriš po telefonu in potem daš toliko energije, da daš kar zlato medaljo. In ti si že v prvih 3 urah svojega dneva razdelil vse medalje. Ni več kot 3 medalj. Ni več kot toliko tvoje energije. In potem kaj se zgodi? Ugotoviš, da ti je že sredi dneva ali pa včasih celo že opoldne zmanjkalo moči. In kako se fizično na telesu kaže primanjkljaj energije? Fizična utrujenost, lakota, nejasno razmišljanje in čustvena vznemirjenost. Ponovim še enkrat. Fizična utrujenost, ko postaneš utrujen, pa sploh ne veš zakaj, podelil si vse svoje energijske medalje za to. Torej, fizična utrujenost, lakota, nejasnost v mišljenju oziroma prepolna glava, ni jasnosti, zmedenost, mentalna utrujenost in pa čustvena vznemirjenost. Nekaj ne gre po tvoje, pa se kar eksplodiraš, pa sploh ni velika stvar. In vse to je posledica tega, da si prehitro razdelil svoje medalje. To pomeni, da se moraš naučiti, ko hodiš v življenje, svojo energijo primerno razdeljevati. Zdaj, včasih ti samo razdeliš medalje in ti že ob 12 zmanjka. Včasih pa drugi ljudje tebi dajo svojo energijo, pa dobiš njihovo zlato medaljo, zato zdržiš do 5 zvečer. In v resnici, kar moraš razumeti, je to, da tvoje širjenje energije je nekaj naravnega. Kamorkoli boš šel, se boš ljudi dotaknil svojo energijo. Boš delil sebe. To je normalno. Ampak, ko govorim o tem razdeljevanju tvojih energijskih medalj, govorim v resnici o tem, da ko se tebi nekaj zgodi, srečaš neko osebo ali pa je neka izkušnja, in ti tam obtičiš z energijo, takrat si izgubil svojo medaljo. Primer. Greš v službo, na cesti srečaš znano osebo, ti ta oseba nekaj pove in potem ti še pol dneva razmišljaš o tem, kar ti je ta oseba povedala. To pomeni, da si izgubil energijo. Če bi bil v popolnem prisotnosti sedanjega trenutka, bi to informacijo absorbiral takrat, ko ti je bila predana, potem bi šel pa naprej in bi črpal nove informacije, ki ti jih okolje daje. Na tak način bi se izmenjava energije zgodila, ne bi se pa izčrpal, ne bi podelil svoje medalje. Lahko si to razumete? Se pravi, gre za to, ko se tebi v življenju nekaj zgodi, moraš v tistem trenutku sprocesirati informacijo, ki se zgodi. To pomeni, če se ti zbudi v odnosu reakcija, moraš v tistem trenutku izraziti svojo reakcijo. Ne čez en dan, ne čez pol leta. Se pravi, v odnosu se nekaj zgodi, tebi se zgodi reakcija in ti moraš v tistem trenutku to dati iz sebe. V tistem trenutku moraš povedati, joj, tole mi je pa zdaj to in to storilo. Ali pa, zdaj se pa tako počutim.
Se pravi, sprocesiraj situacijo v trenutku, ko situacija poteka. To pomeni, če te nekdo na poti v službo ustavi, da ti pove vic, v tistem trenutku se nasmehni, se zabavaj, potem pojdi pa naprej in bodi prisoten v naslednjem trenutku, ki se dogaja. Morda se sliši to zahtevno, ampak v resnici je to zelo osvobajajoče. Kar vam izčrpava energijo in raztrosi vašo pozornost, je, ker predolgo časa ostanete s pozornostjo na situacijah, ki so že minile. Vprašam vas vse, ali se še vedno spomniš živo, ko te je tvoj prvi fant ali dekle zapustilo? Torej, če se spomniš, prav v živo, da se spomniš, pomeni, da si takrat podelil svojo medaljo. In torej, kaj je tvoja naloga zdaj? Preboliš. To je 10, 20, 30 let nazaj. In torej, ti še vedno živiš v zgodbi, ki je že zgodovina. Kdo se še danes v živo spomni, ko je dobil super darilo za svoj rojstni dan, ko je bil majhen otrok? Pomisli, ali se spomniš, ko si dobil zares super darilo? S to zgodbo je isto. Podelil si medaljo. Tam si dal energijo in še danes držiš to zgodbo. Kar želim s tem povedati je, da ne gre za to, da samo negativne situacije izčrpavajo tvojo energijo. Tudi pozitivne situacije izčrpavajo tvojo energijo. To pomeni, da najbolj svobodna oseba je oseba, ki je v vsakem trenutku pozabila, kaj se je zgodilo trenutek pred tem. To je najbolj svobodna oseba. Zdaj, razumem, ne morem pričakovati od vas, da ne boste imeli spomina. Kar pa lahko vas naučim, je to, da se osvobajajte zgodb. Nekaj se ti zgodi zjutraj, potem pa še cel dan o tem razmišljaš in potem zvečer poveš možu. Če moraš z nekom podeliti, dvigni telefon v trenutku, ko se to zgodi, povej, to se mi je zgodilo, ali pa napiši sporočilo, samo daj ven iz sebe. Ne nosi v sebi zgodbe. Te zgodbe vas otežujejo. Te zgodbe vam odvzemajo svobodo. Tvoj prostor, tvoje polje energije je samo tako veliko, kot je. Ne more biti večje. Je pa lahko napolnjeno toliko, da ne mora sveža energija priti noter. To je tako, kot če se voziš v avtomobilu, samo toliko sedežev je, kot je. In če si v dvosedu, sta samo dva sedeža. In ti ne moreš peljati še tretje osebe. Razen, če jo zložiš v prtljažnik. Ne moreš. In enako je s tvojo kapaciteto držanja energije. Če ti voziš dvoseda in je to tvoja kapaciteta energije, ti ne moreš sprejeti nove energije, dokler tvojemu sopotniku ne rečeš, pojdi ven. In torej, kar želim s tem sporočiti je, vaše življenje je oteženo, je težko, je problematično tam, kjer ne prebolite stvari, ki so se že zdavnaj zgodile. In zakaj se držite tega, kar se je že zdavnaj zgodilo? Ne glede na to, ali je pozitivno ali je negativno, kot vaš to razlaga. Zakaj se držite tega? Razlog, da se držite tega, je v tem, da vam te zgodbe dajejo navidno varnost. Navidezno varnost, iz katere potem ti živiš. Primer, poglejte primer. 3-krat v življenju se ti je zgodilo, da si v prijateljskih odnosih doživel to, da te je oseba na neki točki kar se poslovila od tebe na nek čuden način, da je kar odšla iz tvojega življenja. 3-krat se ti je, na primer, to zgodilo.
Ali pa 3-krat se ti je zgodilo, da so te odpustili brez, da bi vedel zakaj. Ali pa 3-krat se ti je zgodilo, da te je partner pustil brez, da bi ti jasno povedal zakaj. Recimo. 3-krat se ti je to zgodilo in zdaj, ko se ustvarja tvoj 4. odnos, si ti rečeš pismo, zna biti, da bom spet to doživel. Ali pa razlagaš druge osebi, joj, pa saj je vse lepo in super, ampak a veš, meni se vedno to dogaja. Kako ti kreiraš in oblikuješ svojo realnost tako, da staro kaseto tlačiš v USB odprtino. Torej, nekaj, kar danes ni več moderno, ti nosiš seboj in tlačiš noter. Se pravi, vse zgodbe, dobro poslušaj, vse zgodbe, ki jih imaš o sebi, so napačne, so iluzija. Zato, ker to je zgodba, ki se je zgodila v preteklosti, danes ti nisi več ista oseba in danes nimaš potrebe, da skriraš enako situacijo. In če imaš ti zgodbo, joj, meni pa ne plačajo, ali pa vedno moram čakati in prositi za plačo, ali pa joj, jaz sem pa tista oseba, ki nikoli ne dobi službe, ali pa joj, jaz sem pa samski, pa kar ne najdem prave osebe, ali pa joj, ja, jaz pa delam, pa se tako trudim, pa nič ni. Joj, jaz sem pa tista oseba, ki toliko časa že zdravi svojo bolezen. Joj, jaz sem pa tista oseba, ki je zelo sramežljiva in nedružabna. Tralalala. Vse to so tvoje zgodbice, ki dejansko samo zaradi tega, ker jih ponavljaš, še vedno nosijo mesto v tvojem življenju. In torej, kar želim je, da se osvobodite. Da se resnično osvobodite in se zavedate, vse to, kar danes govorim, je povezano s tvojim odnosom do sebe. Ti nosiš seboj nahrbtnik, obložen s kamenji, zaradi tega, ker misliš, da to tebi daje smisel, da to tebe razlaga, tvojo zgodbo razlaga. Ali veste, kaj je najbolj hecno? Ko osebo vprašaš, jo srečaš in jo vprašaš, kdo je, s čim se ukvarja, ali ste že kdaj videli, da oseba začne razlagati v svoji preteklosti? Bila sem tam, naredila sem ta tečaj, to sem dala čez, veš, zaradi te bolezni sem zdaj danes tukaj. Sem zdaj danes tukaj, zaradi te zgodbe sem danes takšna. In kar začnete razlagati je ne o tem, kaj so moje strasti, kaj so moji užitki, kaj mi je pomembno danes, začneš razlagati zgodbo, ki je že zdavnaj minila. In torej, kaj ti narediš? To je tako, kot če bi prišel na carino in bi cariniku pokazal potni list, ki je že pretekel. In torej naslednjič, ko te oseba vpraša, kdo si, kaj počneš, začni govoriti o svojih strasteh, začni govoriti o svojih užitkih, spomni se svojega plakata, daj ven iz sebe to, kar ti danes čutiš, da je tvoja radost, ker to je najboljši opis tebe. In če hočeš zares biti popolnoma prisoten in uspešen v življenju, vedno dajaj ljudem svojo najbolj novo verzijo sebe. In ko spoznaš novo osebo, ne razlagaj o preteklosti. Greš na zmenek in potem poveš, ja, veš, moj bivši partnerski odnos, tralalala. Zakaj to počneš? Ti nisi več tam. Kar moraš početi je, da osebi razlagaš, veš, zdaj zelo uživam, ker se učim kvačkati. Ti moraš sebe vedno predstavljati v svoji najbolj sedanji verziji. Zato, ker če ti razlagaš o svoji preteklosti, oseba zraven tebe ne doživlja zares tebe, ampak doživlja tvojo interpretacijo tebe, doživlja tvojo zgodbo. In torej zares je pomembno, da prepoznaš, tako zelo se boš osvobodil, tako zelo lažje boš v življenju postal, ko boš začel biti polno prisoten v sedanjosti, ko boš govoril iz sedanjega trenutka, ko boš vedno povedal, kaj so tvoje sedanje strasti, ko boš resnično polno tukaj in zdaj. Seveda se v življenju zgodijo situacije, v katerih se potrebuješ izraziti. Ampak spodbujam te, da se izraziš v trenutku, ko situacija nastane.
tvoj bo rekel, ja, ampak v tistem trenutku še ne vem, kaj bi rekel. Poglej, zgodi se, da oseba, s katero se zmeniš za srečanje, zamudi. In v tebi to zbudi nek čustveni proces. Oseba pride in ti moraš v tistem trenutku izraziti svoj čustveni proces. Čeprav ti ni jasno, kako se počutiš, moraš povedati tisto, kar v tistem trenutku lahko izraziš. Ne obsodbe, joj, zamudil si, tralalala, ampak moraš samo povedati, če je v tistem trenutku v tebi občutek zdolgočasenosti, ker si čakal tam, rečeš, veš, daj se prav zdolgočaseno počutim, ker sem tukaj čakal. Se pravi, v tistem trenutku moraš dati ven iz sebe, tudi če nimaš jasnosti, kaj je v tebi, kaj se dogaja. Ker kar se zgodi je to, da ko se ti umakneš časovno od tega trenutka, se ta zgodba napihne in postane prevelika in postane pravzaprav iluzija. In potem, ko zvečer poveš partnerju, da je prijateljica zamudila, je ta zgodba veliko bolj agresivna in boleča, kot je bila v trenutku, ko se je to zgodilo. In torej, moje sporočilo je, da je čas, da se osvobodite in s tem, ko se boste osvobodili svojih zgodbic, boste dejansko postali bolj vi. Šli boste bolj vase, začutil se boš močneje. In torej, če ponovim, ne vkrcavaj se na ladje, ki niso tvoje. V vsaki situaciji pojdi vase in se vprašaj, kaj tukaj jaz pogrešam, kako lahko postanem oseba, ki je najbolj bogata s tem. In ko boš ti to v odnos prinesel, bo druga oseba sodelovala. In drugo, prepoznaj, da živiš v zgodbicah in da razdeljuješ svoje medalje, ko ustvarjaš te zgodbice. Spusti, situacija se zgodi, spusti. Pojdi zdaj v sedanji trenutek, kaj ti ta trenutek prinaša. Spusti. Pojdi v naslednji trenutek, kaj ti ta trenutek prinaša. Spusti. Ves čas spuščaj, kar se je zgodilo. Ker resnično ni potrebe, da aktivno ohranjaš spomin. Resnično ni potrebe.